Veste kaj, to je nagrada top the top, da tako rečem. Več kot igralec ne moreš dobiti. Marsikdo si to zasluži in ne dobi, in marsikdo dobi in si ne zasluži. Zdaj lahko vam povem samo to. Meni so poslali ljudje, ki jim zaupam in verjamem, potrditev, da sem lahko vesel, da sem dobil prstan in da si ga zaslužim. In to mi pomeni največ. Takole pa po vseh teh letih ustvarjanja, tudi nenazadnje vašega razvoja, kaj vam je bilo ljubše sodelovanje recimo v posameznih zvrsteh ali recimo bolj osebne zadeve ali tako en ansambel, drugi ansambel, kaj je tisto, kar bi lahko izpostavili recimo mogoče po desetletjih ali začetke? Ja, tako bom rekel. Paradna predstava našega teatra, mislim, ne moremo iti mimo Plešaste pevke, ne moremo iti mimo Vita Taufarja, ne moremo iti mimo absurda. In moram reči, da sem jaz, ne vem, zelo naklonjen bil absurdu in sem se tam dobro počutil in znajdel. In predvsem dobro sodeloval z Vitotom in s celo ekipo. Vito je imel, kako bi rekel, izbrano svojo ekipo, s katero je naraj delal in mi smo skupaj ustvarjali. In prišlo je vedno do, kot jaz temu pravim, do magije. In kaj je lepšega, kot te enkrat zapelje v ta trans magije. Potem samo plešeš, jadraš, plavaš, lebdiš. Mislim, vse to te čaka. In potem samo zajameš publiko in jo nosiš s seboj in ona diha s tabo in se, ne vem, v pleši so se neizmerno zabavali ljudje. In mi smo bili tega veseli, igrali smo jo 12 let, obredli celo Južno Ameriko, pa kaj bi rad še več, jaz pravim, to je kraljevsko obdobje bilo. Če ga bojo ta mladi tako izkoristili, kot smo ga mi, bom jaz zelo vesel. In jaz upam, da ga bojo. Takole, poglejva še, kultura je zelo širok pojem, marsikaj zajema, ne samo gledališče, film, knjige, takole, dosti več je še, ne. In zdaj po teh 2 letih nekega zaprtja, bomo rekli tudi nesvobodnega izražanja umetnosti, čutite, vidite, da se da zdaj spet po korakih priti na tisto mesto, kjer je nekoč bila kultura in gledališče? Ja, jaz mislim, da so ljudje dobesedno znoreli. Ljudje so lačni, ljudje hlastajo po kulturi. In teater, film, opera, ne vem, koncerti, ne vem, sploh vse, kar spada, slikarstvo, kiparstvo, ne vem, pisatelji, vse to ima danes priliko, da se vrne in to z velikimi zamahi, z velikimi koraki in seveda ponudi občestvu to, kar hočejo. Sami ostajate v ustvarjalnem procesu še vedno, kaj ne da? Še vedno, ampak pri filmu, ne v teatru, ampak pri filmu. In ko stojim takole pred tole nimfomanko, kot jaz pravim, nepotešeno, ki neprestano zahteva in je ne moreš potešiti, ampak jaz jo imam vedno raje. Zdaj, ravno takole, ker razmišljam, sem zdaj v tem času, ko sem v penziji, posnel največ, pravzaprav, ali pa največje vloge. Prej sem, sploh nisem vedel tega, da sem posnel, da sem bil zraven, sodeloval več kot 30 filmov. Jaz sploh nisem mogel verjeti zaradi tega, ker nisem nikdar razmišljal o tem, pa tudi, a veste, nekaj posnameš, potem te povabijo na premiero, ti imaš vajo ali predstavo, ne moreš iti in film gre mimo in ga ne vidiš in tako naprej. Medtem, ko zdaj, ko sem dobil tole Itarina, to priznanje, so mi dali tudi monografijo od Marcela Štefančiča in seveda sem bil jaz čist paf, ker nisem nič vedel, ker so vsi režiserji, ki so dali izjave, bili čist tih, nobeden se ni izdal, nobeden mi ni povedal. Producentka Danica Ikovič je vrtala vame in je rekla, Ivo, dej povej kdaj, a si bil ti tam zraven? Ja, sem rekel, sem bil pri Beguncu, snemal ga je Babič in sicer v Mariboru, jaz se natančno spomnim. In je tako vrtala, ampak jaz sem imel občutek, da dela to za ajpo, ne pa za monografijo. In potem mi dajo, in potem sem jaz rekel, ja, Madonna, jaz moram tega Marcela spoznati,
In moram reči, da sva se fenomenalno ujela. Ne? Ampak, se pravim, nisem videl vsega, kar sem posnel. Videl sem te zadnje stvari, ne? In zdaj le moram v četrtek v Ljubljano, ker je projekcija filma Vesolje med nami, ki ga je režirala Rahela Jagrič, in tam igram slepega astronoma. In seveda, meni je bil velik izziv biti slep, ne? Ker to pa še nisem bil. Ne? In se mi je zdelo fino, ne? Da bom slep. Ne? In sem prosil sem, da bi se srečal s slepci. Ker ena stvar je, če ga ti srečaš na cesti, se umakneš in tako naprej. Ampak kot si med njimi, ne, začutiš ta feeling, ta občutek, ta feeling te teme oziroma neke sivine, pravijo oni, ne, da neki siv ga vidijo, ne, neko sivo svetlobo, neka mešanca. Ne. Tako da jaz sem bil slep v predstavi, imel sem prelepljene oči in smo tudi gostovali na Borštniku, in sicer s koncem Igre, ki ga je režiral Vito Taufer, in jaz sem to predstavo neizmerno rad igral, ampak bila je neskončno težka, ker se nisem smel premikati in 2 ure sem bil v stolu, otekle so mi noge, tako da so me včasih tehnika morala dvigati, da sem stopil, imel sem 3 številke večje čevlje, ker so mi noge otekle po 2 urah, kar je jasno. Ne? Ampak je bila zame osebno perfektna predstava in vesel sem, da sem imel to možnost in da mi je Vito zaupal. Tega sem zelo vesel. In saj pravim, če kaj cenim, potem zaupam, potem cenim to zaupanje, ki vlada med nami. Brez tega ni magije. Zelo preprosto.